cenjena že tisočletja znana zdravilna gorska smola, ki se uporablja tudi pri odpravljanju stranskih učinkov oziroma stresa oziroma pri zagotavljanju visokega stanja odpornosti. Včasih so jo Rusi kot strateško svojo zdravilno reč imenovali in je niso niti pustili, da pride še kam po svetu. Včasih je bilo te stvari kar težko prenesti iz Rusije. To velja za vse te, jaz imenujem to biseri Sibirije. No in lani, ko smo se pogovarjali o teh 3 biserih iz Sibirije, ki so zdaj na slovenskem trgu, smo pravzaprav izbrali trojni kriterij. Kakovost, učinkovitost in cenovno dostopnost. In mislim, da ta izbor mumija, živica ali smola sibirske cedre in eleuterokok je tisto, kar ustreza vsem 3 kriterijem, zlasti še, ker so količine, ki jih človek potrebuje kot dnevno priporočilo, tako majhne, da recimo ta lonček, ki ga držiš v rokah, ima 50 gramov, kar pomeni, da je v njem količina mumije za 500 dni. Na dan namreč zadošča samo 0,1 gram mumije, to je manj, kot ima zdaj tam. 0,1 gram je ena solzica v deci tople vode zjutraj in človek je praktično zaščiten pred negativnimi vplivi okolja, situacij in okoliščin. Ravno v tem je bistvo. Tako mumija in živica sta substanci, ki nista razredčeni, ki sta v teh lončkih, te embalaži taki kot v naravnih okoliščinah, torej koncentrirani in zadošča samo kapljica na dan. Kapljica na dan, za 500 dni in dajmo pogledati še fotografije, kje je doma gorska smola ali mumija v gorah. V Visokogorju ravno izvor mumije je tisti pokazatelj kakovosti, kvalitete, ker v mumiji je pravzaprav tudi rastlinski svet, flora, tistega konca, odkoder mumija prihaja, seveda kamnine, torej mineralna vsebnost in tako naprej. Sestavine mumije so dejansko tako celostne, da zato mumija deluje znotraj in zunaj, sodi praktično v vsako lekarno. Ne gre zdaj samo za odpravljanje ali pa zaščito pred stresom, dvig odpornosti, ampak gre za vrsto pozitivnih učinkov na zdravje. Nepogrešljiva je tudi za zunanjo uporabo, pri določenih težavah za kožo, psoriazi, pri ranah, urezninah, opeklinah in tako dalje. Dviga odpornost organizma in vsi vemo, da večina bolezni je posledica zmanjšane stopnje odpornosti organizma.